Lep pozdrav vsem skupaj. Vlada že ves čas epidemije kaže popolno nesposobnost obvladovanja epidemije in zaradi tega smo v vrhu držav v svetu po številu smrti. Zaradi tega smo imeli skoraj najdalj časa zaprte šole v Evropi. S svojim katastrofalnim delovanjem je vlada nadaljevala pri uvajanju PCT pogoja, kjer se je popolnoma odmaknila od priporočil stroke, kjer se ni odmaknila od vektorskih cepiv, kjer se je odmaknila od znanstvenih dognanj. Recimo, kako sicer si razložiti, da naj bi cepivo Janssen začelo učinkovati nemudoma, potem ko ti ga vbrizgajo v telo. Zdaj današnje informacije v medijih samo potrjujejo, da je minister Poklukar deloval v nasprotju s priporočili stroke. Minister Poklukar je objektivno odgovoren in bi moral odstopiti. V Levici ga zato pozivamo, naj nemudoma odstopi. Sama pa bom danes pač podobno vprašanje na to temo postavila ustno poslansko vprašanje in bom seveda ponovila ta poziv. Hvala lepa. Dognanja oziroma kar se je izkazalo okrog gospoda Poklukarja in cepiva Janssen, kratek komentar. Gospa Sukičeva ga že poziva k odstopu, gospoda Poklukarja, gledate na to v SAB-u. Glejte, že dolgo se ve, da ta vlada sprejema odločitve glede epidemije brez podlag stroke. To ni bila prva takšna odločitev. V tej epidemiji od začetka do danes gre praktično narobe vse, kar narobe lahko gre. In zato ni kriv in odgovoren nihče drug kot vlada. Naša ocena je, da celotna vlada, ne samo en minister, in to je samo še en dodaten razlog, da pač ta vlada naj odstopi in gremo na predčasne volitve. Seveda je pa ta dogodek, se pravi smrt mladega dekleta, res zelo, zelo tragičen dogodek in tudi sama izrekam iskreno sožalje in kot mama lahko rečem, da čutim bolečino te družine. Kako ocenjujete stanje v družbi, gospod Bratuškova, po vsem teh? Zdi se, da vendar neka gospodarska rast in tako načeloma nizka brezposelnost, v tem smislu nekako Slovenija napreduje, če lahko tako rečemo, vse ostalo pa se zdi, da je bolj levo-desno. Niti ne levo-desno, ampak kar precej nazaj, bi rekla jaz. In stvari, ki se dogajajo v zadnjih mesecih v naši družbi, so seveda hudo napačne. Nasilje na ulicah, slabo spopadanje z epidemijo in tudi javnofinančna luknja ali pa kolaps, ki smo mu priča, je ogromen. In vse to, kar vi zdaj pravite, da je dobra situacija, nizka brezposelnost, bodo naslednje vlade reševale in plačevale, mislim, da več kot samo ena, ampak kar nekaj naslednjih vlad. Odziv vladnih predstavnikov, tudi gospoda Janše danes, nekako se zdi, da predčasnih volitev vendarle ne bo. Tudi gospod Tonin včeraj je nekako pogojeval oziroma pojasnjeval dodatno te svoje izjave okrog pripravljenosti na predčasne volitve z nekaterimi drugimi pogoji, pa da naj opozicija postane manj destruktivna in tako naprej. Kaj sledi, če bodo pač volitve manj? Kaj napovedujete do takrat? Seveda tudi v luči nekak javnomnenjskih raziskav, današnja, če smo gledali, Nova Slovenija, SAB relativno izenačena skorajda. Bom najprej to zadnje. Edina prava javnomnenjska raziskava ali pa anketa so volitve. Tako da mi to poudarjamo od začetka, bomo do konca, na volitve smo pripravljeni. Zaradi nas so volitve lahko tako rekoč jutri in tudi želimo si jih, da bi bile. Zdaj vsi, ki to vlado podpirajo, se morajo zavedati, da so krivi za stanje v družbi. Je to NSi, je to SMC, je to SNS in so to poslanci Desusa. Vsi ti nosijo odgovornost, da je stanje v državi kakršno je pa daleč od dobrega. V opoziciji imamo 43 glasov, s 43 glasovi, nažalost predčasnih volitev ne moremo zagotoviti, vem, da ljudje to mogoče težko razumejo, ampak tako je v demokraciji. Tako da vse že danes pozivam, da na volitve grejo, kadarkoli bodo,
in da zelo premislijo, komu bodo na naslednjih volitvah namenili glas, da se kaj podobnega ne bo dogajalo tudi po naslednjih volitvah. Mi smo pa glede SMC-ja že povedali, da bomo kot stranka, ki smo skupaj v evropski grupaciji liberalcev, naredili korak in danes bomo poslali pismo s predlogom po izključitvi stranke SMC iz politične skupine ALDE, ker po naši oceni tisti, ki ne znajo, ki najprej podpirajo stvari, ki se danes dogajajo, potem pa ne znajo tudi jasno stopiti, se distancirati od tega in tudi dati kakega pogoja za to, da še sodelujejo v tej vladi, v naši liberalni skupini nimajo kaj iskati, po oceni SAB-a. Mi se z njimi veliko pogovarjamo, že prej so bili zelo zaskrbljeni, tako da v četrtek pa mislim, da bom imela celo sestanek v Bruslju na to temo. Tukaj razen tega, da pri epidemiji gre praktično vse narobe, nimam kaj posebnega dodati. V tem konkretnem primeru gre pa za najbolj ranljiv del naše družbe, zato bi vlada morala biti še toliko bolj pozorna in to smo jih neštetokrat opozorili, ampak odreagirali niso. Tako da škoda, žalostno in ja, ne zberejo pogum, gremo na volitve, pa se pol ponovno preštejemo. Hvala. Gospod Šarec, več kot očitno nekako koalicija si ne oziroma ne namerava uslišati opozicije po klicu predčasnim volitvam, vsaj tako je bilo moč sklepati tudi iz današnjega odgovora gospoda Janše pa včerajšnjega gospoda Tonina. Kako zdaj komentirate oziroma kaj lahko sledi, kaj si lahko obetamo v državi do recimo maja predvidoma, ko bi bile redne volitve? Ja, nobena skrivnost ni, da so oni pripravljeni vladati do konca, da bodo vlekli do zadnjega dne, se bodo oklepali oblasti, to se vidi tudi iz stanja v državnem zboru, ko nekaj oportunistov podpira to vlado pri vsem. In ni odgovoren Janez Janša toliko, kot so odgovorni tisti, ki ga podpirajo, kajti stranke, ki so šle v to vlado, so rekle, da gredo v to vlado zato, da bodo brzdale stranko SDS, da bodo preprečevale diktaturo. Zdaj, če so imeli resen namen, tega ne moremo vedeti, vsekakor jim je to že zdavnaj spodletelo, tako da teh nekaj oportunistov drži to vlado pri življenju. Kako si razlagate včerajšnje besede gospoda Tonina v političnem nekako pozvovu k povezovanju, k neizključevanju in tako naprej? No, tako kot predsednika republike, tudi gospoda Tonina že dolgo nihče ne jemlje več resno, zlasti pa jih ne jemljem sam resno takih izjav in to je navaden blef, kajti gospod Tonin in Nova Slovenija, če bi imela resen namen, bi pač dala pogoje gospodu Janši in rekla, da če jih ne bo izpolnil, če ne bo prenehal uničevati STA, če bo imenoval evropske tožilce, če se ne bo prenehal kregati z evropskimi politiki, da bodo šli iz vlade in to storiš in to je to. To so dejanja. To, kar se gre pa gospod Tonin, je pa navadno leporečenje in PR. Nič novega, saj ta vlada vse počne na ta način, vse počne mimo nekih ustaljenih praks, mimo zakona, mimo ustavnosti, tako da to je še ena stvar v nizu dejanj te vlade, ki pa je žal povzročila tudi tragično smrt. In minister Poklukar mislim, da bo kmalu zrel za interpelacijo oziroma bi moral že sam odstopiti, kajti to, kar se grejo na vladi, je nezaslišano in preslišijo vsa opozorila stroke, opozicije, civilne javnosti, skratka vseh, ki želijo ali pa želimo tej državi dobro. Tako da to ni nič novega.
Ne, ampak potem, kar smo danes videli, je jasno, da zadeva ni v redu, ne? Da minister za zdravje ni ravnal v redu, da ni poslušal strokovne skupine, s katero se rad hvali, in če se dela tako, potem je jasno, da minister bodisi je lutka v rokah nekoga drugega ali pa je to storil zavestno. Zdaj pa karkoli je slabo. Ja, spet nič novega, saj to smo vse opozarjali, to so vse pričakovane zadeve in Ustavno sodišče je zdaj samo potrdilo tisto, kar že ves čas govorimo. Še enkrat ponavljam, ta vlada dela protizakonito, dela neustavno in v normalni državi take vlade seveda že zdavnaj ne bi bilo več, ker pa mi ne živimo v normalni državi ta hip, je pa tako, kot je. Lepo vas prosim, predlogov predsednika republike že dolgo ne jemljemo več resno. Torej si z vaših strani ne bo dobil? Zagotovo ne. Hvala lepa. Pričakovali seveda pravne strokovnjake, take, ki imajo jasna stališča in prvenstveno glede varovanja človekovih pravic, in mislim, da nobenega od teh kriterijev dr. Svetlič ne izpolnjuje. Nisem seznanjen, moram priznati, da ne vem vsebine, to je tema, s katero smo se sicer ukvarjali, ko je šlo na Ustavno sodišče, za kakšen bolj poglobljen komentar pa bom se mogel seznaniti s tem. Hvala. Kar izjavo bo dal Stane Židan v zvezi z ministrom Poklukarjem. Pozdravljeni. Socialni demokrati pozivamo ministra Janeza Poklukarja, da prevzame politično objektivno odgovornost in da nemudoma odstopi. Trije razlogi so. Zato, ker je predlagal škodljivo in nevarno odločitev Vlade Republike Slovenije. Predlagal je uporabo cepiva Janssen, za katerega se je nedvoumno vedelo, da je manj učinkovito. Predlagal je uporabo cepiva Janssen na način, da je imelo prednost, čeprav so posamezne evropske države ga že umikale, zlasti pa so ščitili mlade in zlasti mlade ženske. In kot tretje, naredil je hudo strokovno napako in zavedel državljanke in državljane. Ni cepiva, ki bi po prvi dozi omogočalo odpornost. Ljudje, ki so pa dobili in so bili zaradi tega tudi navdušeni nad tem cepivom, potrdilo PCT, so bili globoko zavedeni, čeprav so se lahko okužili in čeprav so lahko ogrožali vso ostalo populacijo. Danes se že ve, da to ni bil predlog stroke. To je bil predlog ministra in njegove ekipe. Zato pričakujemo, da bo minister nemudoma odstopil. Potrebno pa je povedati, da ne gre za prvo tovrstno napako. Če se spominjate aprila, ko so tudi iz te vlade, iz tega ministrstva, mlado populacijo, maturantke in maturante, dejansko vsilili v uporabo cepiva AstraZeneca. To v času, ko so države, ki sistematsko ščitijo zdravje ljudi, že opozarjali, da cepivo ni primerno za mlade, zlasti ne za ženske, pa so na vladi usmerili mlado populacijo v AstraZeneco, svojim diplomatom pa so dali na razpolago bistveno boljše cepivo, to je Pfizer. Zato je čas, da minister nemudoma odstopi. In mimogrede, že 7., torej 10 dni nazaj, 11 dni nazaj, sem preko poslanske pobude vladi predlagal nujni ukrep. Vlada mora, zato ker je zavedla državljanke in državljane, nemudoma sprejeti odškodninsko shemo, da v primerih, kjer je prišlo do hudih ali najhujših posledic, bo izplačana državna odškodnina. Vlada se do sedaj izgovarja, da se vsak prostovoljno odloči za cepljenje. Ampak to v resnici ne drži. Prostovoljno je samo na papiru, ampak vlada priporoča cepljenje, upravičeno, sili ljudi, da se cepijo. In v tem primeru potem mora omogočiti tudi državno odškodninsko shemo. Hvala. Lahko naše vprašanje, če ne bo
V demokratični državi ob tako hudi napaki bi minister moral biti nemudoma bivši, bodi si zaradi lastne odločitve ali odločitve nadrejenega. Kolikor se to ne zgodi, bo v najkrajšem času opravljena resna razprava znotraj opozicije o nadaljnjih ukrepih, ki bodo sledili. Ja. To je ista palica, samo druga stran. Vlada deluje mimo stroke, nekje mimo epidemiologov, nekje mimo pravnikov, zato so odločitve vlade v narekovajih nasilne, nestrokovne in nekatere se, kar je grozljivo, poznajo na zdravju in življenju ljudi, ali v nekaterih drugih primerih Ustavno sodišče pač vlado postavi na led, ki poči. Kar naprej Ustavno sodišče ugotavlja, pa tudi resna pravna stroka, da vlada vodi borbo proti epidemiji na podlagi nezakonitih odlokov ali neustavnih odlokov. To bi bil dodaten razlog, zakaj bi vlada tudi sama morala nemudoma prevzeti odgovornost. Sedaj bom povedal svoje osebno mnenje. Gre za eno veliko žalost in prav bi bilo, da bi predsednik države kandidaturo umaknil. Hvala.